tukaj in kot vodja medobčinskega inšpektorata, potem kot predstavnico nadzornega odbora, gospod Sušino, bi morala biti, da tudi tu jo pozdravljam in pa mislim, da so iz komunale tudi les. Prosim, da z glasovanjem na naprava pritisnite prisotnost za ugotovitev sklepčnosti današnje seje. Občinskega sveta in prve dopisne seje občinskega sveta in pa prve izredne seje občinskega sveta. Kot vidim ne, potem gremo kar na glasovanje. Najprej sprejme se zapisnik prve redne seje občinskega sveta. Mislim, da prisotno še enkrat, prosim. Seje občinskega sveta občine Brežice. Sprejem za zapisnika prve dopisne seje občinskega sveta občine Brežice. Prosim, glasujemo. Tudi to je soglasno potrjeno. Ko prihajamo na drugo točko dnevnega reda, to poročilo upravljanju nalog na zadnji seji ter izvrševanje sklepov. Zdaj, mi smo kar poslali, napisam ga kar precej, mogoče samo na kratko, da povzajamo to poročilo, predstavljamo se področje z višanjem stroškov. Seveda, tu gre za višanje stroškov predvsem v vseh zavodov, najbolj pereči pa seveda so, kar se tiče vrtcev, moram reči, da danes naj bi prišli podatki od vseh vrtcev. Smo se pa na zadnjem sestanku, ki smo imeli z ravnateljicem pogovarjali, so nam obvestili, da je kar za precej 22. To je primerjava z letošnjem letu. V letošnjem letu 23 je bilo zahtev, kot se bilo v lanskem letu, pa se lahko potem seveda tudi računate, kar to pomeni na letni ravni, s tem, da še niso. Imamo danes na dnevnem redu, tudi tu je prišlo precej povišanje, predvsem na račun elektrike in kar skoraj 400.000 evrov prenese to nadaljevanje. Nikakor pa ne moramo bežati, ker to pomeni, da se odpravi razprava in koliko se danes ne želi v tem odločiti, koliko se bo potrebno še dobiti kakšne odgovore od podjetja komunale ali bilo koga, se lahko ta točka prestavi na nadaljevanje čez en teden, je pa potrebno to odločitev sprejeti ali tako, ali zavrniti cene ali bilo kaj, zaključek za lansko leto in pa zaključek račune. Zato seveda jaz se nekako ne strinjam danes, da gre to iz dnevnega reda dol. Se pa strinjam, da se razprava upravi, da se postavi vse vprašanje. Če ne bomo dobili vseh vprašanj pri rebalansu, ampak bomo to na nek način rešili. Zato jaz seveda predlagam, da to točko ostane na dnevnem redu. Se pa strinjam s tem, da če se ne bo tem danes izjasniti o tem, če ne boste dobili vse odgovore o tem, da se bo to odločalo na nadaljevanju čez en teden pa nekaj tako. Zato jaz predlagam, da se ta točka ne omaka z dnevnega reda, ampak da ostane na dnevnem redu. Bomo koliko ostane? Ali bomo koliko? Bomo še slišali, če še kdo želi zamenjati kakšno točko, bomo koliko ostane? Bomo še razpravljati. Ja, kaj želi še kdo? Umik točke? Na razpravo imamo še prijavljeno. Ne, jaz še sprašujem, bi dal prvo še vprašanje, ali želi kdo točke za mene, bomo pa razpravo šli. Ali že moramo o tem zdaj razpravljati? Prav, potem razpravo prvo o tej točki. Kdo se želi prijaviti te točke, ampak zdaj govorimo samo o tem, da točka se moč naših občankam in občanom in pa vsem vam, da slišite argumente, zakaj je do tega prišlo, bi bilo neodgovorno tudi do vas kot svetnikov današnje delovanje. Prosim, razpravo na to. Tukaj je predlagal kolega Pinterič, se sam mislim, da je prav, da se umakne iz naslednjega razloga. Mi imamo odločamo tudi v tem poročilu, ki ga nimamo,
bi bili seznanjeni o poslovanju preteklega leta in bi mogoče dobili odgovore na to, zakaj v eni od točk tudi dokapitalizacija podjetja z 200 000 evri, potem v bistvu dovoljenje za znižanje najemnine oziroma subvencioniranje omrežnine. To so vse podatki, ki izhajajo iz poročila, katerega danes nimamo na razpolago. In ne vem, zakaj je tak problem, ali pa da danes sicer poslušamo, mi tudi danes slišimo isto zgodbo, ali pa ko ste nam je že predstavil, da je to posledica samo povišanja stroškov električne energije, pa dvomim, da se je v bistvu ta električna energija povišala samo v občini Brežice ali pa v določenih občinah, mislim, da se je generalno povečala skozi. To povišanje, ki pa sledi, pa mislim, da celo je zavajajoče na tem delu, ker mi smo bili, občinski svet je bil operativen do sklica novega občinskega sveta, vsaj tisti kolegi, ki so bili že v predhodnem mandatu, smo bili deloma ali pa seznanjeni, da se zna to zgoditi, pa mislim, da je prišlo tudi do špekulativnega zavajanja, da se to ni pred volitvami zgodilo in bomo danes odločali o tem, da bomo občane obremenili za lani. Mislim, da to je prvo zelo neresno, v nesmiselno, pa tudi ne vem, če je kdo tu za to mizo, ki bi si upal to danes potrditi. Jaz mislim, da najbolj fair in pošteno je, da se točke umaknejo, da opravimo razpravo širše, s katero ste se že strinjali, da se obrazloži in pa v tem času pridobimo tudi še ustrezne podatke in lahko tudi ta dejstva preverimo. Hvala. Ja, jaz se pridružujem kolegu Ferdu. Jaz mislim, da je na mestu predlog, da se te točke, ki se tičejo komunale, umaknejo z dnevnega reda današnje seje. Namreč ta občinski svet oziroma prejšnja sestava je prejšnje leto, sredi leta, prav tako odločal o teh zadevah. Tam so bile upoštevane, napovedane, pa tudi že realizirane večje cene električne energije. Takrat se je govorilo o tem, kaj to pomeni za poslovanje komunale in seveda komunala je takrat prišla in tudi uspela pred občinskim svetom s svojim predlogom, da se cene nekoliko povišajo. Jaz takrat tega nisem podprl, zato da poslovanje komunale nenazadnje tudi kot nekoga, ki zagotavlja določene javne službe, ne bo negativno. Danes, se pravi po tistem povišanju lani avgusta, se ni nič konkretnega spremenilo, razen to, da so šle cene električne energije kvečjemu navzdol, plus to je vlada uvedla tudi nekakšno kapico za majhna srednja podjetja. In jaz mislim, da ni nobenega razloga, da mi danes odločamo brez potrebne dokumentacije, ki je kot svetniki nujno potrebujemo za odločanje o tako pomembni zadevi, kot je in povišanje cen komunalnih storitev, bojda zaradi tega, ker naj bi bila cena elektrike visoka, in potem še o dokapitalizaciji. Namreč, več kot očitno je, da vlada, se pravičujem, komunala danes posluje z veliko izgubo in da je ta manever s temi točkami danes ni nič drugega kot to, da si popravlja bilance, preden bo oddala letno poročilo konec tega meseca. In jaz kot svetnik danes ne morem odločati o tem, ali naj občinski svet dovoli še neko dokapitalizacijo, če ne vemo niti, kako je komunala poslovala leta 2022. Zato tudi jaz predlagam, da se ta točka prestavi na obdobje, naj bo to naprimer april, sredina aprila, ko bomo imeli občinski svetniki v rokah tudi to letno poročilo, da vidimo, kakšna je izguba, na katerih področjih poslovanja komunali, bomo v tem tudi lahko odločili, ali odločitev o tem, da povišamo ceno vode in s tem posežemo v žep vseh naših občank in občanov pravilno ali ni pravilno. Tako da jaz predlagam, da to danes umaknemo. Če umaknemo, ne bo nobene škode za občanke, komunala bo še naprej upravljala svoje storitve, nima nobenega izgovora, da jih ne upravlja, pa upravljala jih bo po teh cenah, ki so danes, ne pa po višjih cenah. Jaz samo bom še enkrat prej govoril, ko bo ne prišli sporadali. Gospod Zorčič, kako boš izvedel, kaj je narobe, če ne bomo razpravljali? Občinski svet pa vedno možnost, samo malo, občinski svet pa vedno možnost na koncu zavrniti. Reči, ne sprejmemo, zavrnemo. Neprav pa bi bilo, da o tem ne spregovorimo in da niste informirani. S tem, ko vi
trije iz vaše skupine, omogočate vsem 27, onemogočate vsem 27 svetnikom in pa vsem dvorani in pa vsem občinski javnosti, da izve in da dobijo točne podatke. Imate pa vedno možnost ne glasovati po poslovniku, zavrniti predloge. Najslabša stvar bi pa bila, in jaz verjamem, da je danes poznam namen brač stvari na nek način blokirati. Je pa prišla tudi direktorica občinske Komunalne Brežice in bi jo prosil, tu je predlog, da o tem sploh danes ne razpravljajo, ali je smiselno, oziroma glede na to, da je bilo tudi na nek način rečeno, da niste dali vseh odgovorov na odbori in vse, bi prosil, če prijete, da date obrazložitev, katerih odgovorov svetnikov niste dali in ali je res nesmiselno o tem razpravljati. Se pa v vsakem primeru strinjam in vam vsem svetnikom povem, da imamo možnost vedno gradivo reči, ne glasujemo, želimo še dodatne, skličemo svetniške skupine, stranke, najdemo predlog, da lahko dopolnimo z amandmajem bilo kakšnega, ampak nikakor pa ni smiselno, da o tem ne govorimo in da to damo kot preprogo, kar pomeni, da jutri bomo imeli bistveno večje težave vsi skupaj in predlog, po mojem od župana je bil prvi, da se to na nek način tudi uredi, da se ne obremenimo popolnoma naših občanov, da se sofinancira, da se spremenimo tudi odlog. Če ne boste hoteli sprijeti, ne sploh ne moti, vendar definitivno, jaz mislim, da imajo pravico, imamo vsi skupaj do tega razpravno in da naredimo na občinskem svetu, kot najvišjem organu občine Brežice, na nek način razpravo o tem, da se sliši, da se posname, da se pove, da sliši novinarji vsi ostali. To, kar se pa zdaj počenja, gre pa več ali manj pomeni za neko zavlačevanje, nagajanje ali pa željo narediti občino neoperativno in pa seveda tudi podjetje. In pa obremeniti na koncu še občanje Gorico, da pa vi danes ne. Če zavrnemo, kaj se spremenilo na to včeraj? Župan, jaz Vem, ampak jaz mislim, da ne moreš zavrniti stvari, če sploh ne poznamo, kakšne so. O tem je problem. Jaz bi prosil, da... Imate še replike, ne? Jaz imam repliko. Skladno s poslovnikom ni replike, malo še druga predstavljanja. Seveda je replika, če je razprava odprta, kako ni? Ni replike, kot bilo pri meni. Jaz imam razpravo, kar ste vi moje tolmačil, kar sem jaz povedal. Kaj, prekinem seje, če se ne morate replike? Ne, vi... Lahko prekinem seje, če se Nam ne ne morate dovolite replike, kaj? Ne, čakajte, da je slišal, kot te podali replike. Ne, replike se takoj. Ko pride na vrsto, vse so še drugi. Zdaj svoje povedali, prosim. Čakajte, znam pa ne razprave odprte, kako kdo se dnevni red bomo? Razpravo imajo svetniki, ne, postopkovni predlog. Postopkovni predlog. Jaz, gledajte se, gospod Župan, jaz predlagam, da se držimo poslovnika. Po poslovniku ima svetnik pravico do replike, če je bil narobe razumljen. Jaz sem bil očitno, ker ste me komentiral, oziroma ste govoril, kaj sem jaz povedal, pa nisem tako povedal. Ampak še nekaj, ko razpravljamo o umiku točke, imajo svetniki pravico do razprave. Jaz nisem nikjer v poslovniku zasledil, da lahko pridejo še drugi vabljeni gostje, pa razpravljajo v zvezi z umikom. Tega poslovnik nima. In jaz mislim, da v tem trenutku, ko govorimo samo o umiku, gospa vse spoštovanje iz komunale, ki je vabljena, nima pravice do razprave. Razpravo si upravljal. Lepo pozdravljeni, jaz v bistvu ne vem, kaj je vprašanje. Zato ne vem, zakaj imamo mi poslovnik v občinskega sveta. Predlog je danes na razprava, kjer na odborih niso dobili vseh odgovorov. Jaz pa smatram, da je pravilno, da se danes na občinskem svetu o tem razpravlja, da se dajo vsi odgovori in na koncu se odloči, ali to želimo glasovati, ali predstavljamo. Razpravljamo o dnevnem redu. Zakaj je potrebno danes razpravljati? Direktorica komunale nam bo povedala svetnika. Dobri smo, super. Vi ste izvoljeni župan na pozabi. Za vsakem od nas stoji neki glas. Poglejte, imaš še moj še razpravo. Spoštujte poslovnik. Resno. Resno spoštujte poslovnik. Poslovnik nikjer ne predvideva, da nam bojo zunanji predlagatelj točke je komunala. Gospa Mojca Florjanič še niti ni dobila besede, je prijavljena pri Predlagatelj je župan. Ok, zdaj, mi smo na točki dnevnega reda danes,
Tako da, jaz mislim, da smo na odborih korektno podali odgovore, pa še tisto, kar smo bili vprašali, tisto, kar ni bilo takrat odgovorjeno, pa ni bilo zato, ker mi ne bi vedeli odgovoriti pa karkoli, ampak je bilo nam rečeno, da naj pripravimo odgovore do današnjega dneva, do tukaj. Tako da jaz, mislim, ne vidim razloga, zakaj bi se ta točka morala odmakniti, ker mislim, da so odbori še čisto korektno čez. Tako da jaz zdaj, mislim, ne vem, lahko počakamo, pač povemo svoj del, če imate kakšno vprašanje, pa verjamem, da imate, zato smo tukaj, gradivo smo pripravili, vam je bilo dano v branje. Tako da je pa pomembno to, da se spelje, zato je ravno ta točka, ki je pač enkratni porazum, da se natančno tudi razloži, ker je potrebno do konca marca s tem zaključiti, s tem enkratnim poračunom. Tako da to je z moje strani, mi smo na razpolago z ekipo, da vam odgovorimo na vsa vprašanja, ki jih imate. Zato smo tudi danes tukaj, naredimo kratko predstavitev, povemo. Zdaj, če iz kakršnega okoli razloga menite, da to ni smotrno, ne vem, jaz se to pač... Smo pa tukaj, zaradi vas. Pa ni nič kaj veliko drugačno poslovni načrt, ki bil pretekle leta, tako da ne razumem zaradi tega. Jaz sem v glasu predstavnica svetniške skupine Gibanja Svoboda in sicer mi predlagamo eno pomembno, da se točke od 9 do 13 predstavijo in da se točka 14 umesti na mesto zdajšnje točke 9 in potem ostale preštevilčijo. Kaj je razlog za to? Naša stranka oziroma skupina se strinja s tem, da rabimo še mnoge in zelo obširne odgovore na vprašanje komunalne Brežice. V večini so ti odgovori in vprašanja podobni kolegom iz liste Igorja Zorčiča. Imamo pa željo in predlog, da se danes o tem začne razpravljati in da se ob koncu na podlagi 48. člena Poslovnika občinskega sveta preloži odločanje po teh točkah na drugo sejo. To je predlog naše skupine. Hvala. Hvala, jaz seveda tudi ta predlog podpiram, zato moramo prvo glasovati o še gospod Vizjeko. Ja, jaz sem se prijavil v razpravi, samo sem tole, pa je vidno replika je prijela. Da ne vem, kaj z informatiko. Zadnjo znovico prejšnjega leta. Komunalna je korektno navedla v elaboratu, kako so se cene električne energije, kakšne so bile cene električne energije, po katere je lahko ona kupovala takrat na, recimo, temu trgu električne energije, ki trg ni deloval, od 1.9. lani do konca lanskega leta. Cena za visoko tarifo je bila 800 evrov za megavatno uro, oziroma 790 evrov za megavatno uro. Cena za nizko tarifo je bila slabih 500 evrov za megavatno uro in srednjo tarifo je bila 638 evrov za megavatno uro. Zdaj, spoštovani, pred tem je bila pa 10-krat nižja. To se pravi, cene, po katerih smo določili komunalne storitve in oskrbo z vodo, veljavne cene, ki so jih naši občani kupovali in plačevali lani, so bile na podlagi 10-krat nižjih cen električne energije. Če ste si prebrali ta elaborat, ste lahko zasledili, da komunala porabi približno 2 gigavatne ure električne energije na leto. Torej, cena, to je ogromno, je cena energije, električne energije v ceni stroškov komunalnih storitev oziroma oskrbe s pitno vodo izjemno visoka in je faktor podražitev izjemno vpliva tudi na končno ceno. Zdaj, korektno je v tem elaboratu tudi predstavljeno, koliko je to prispevalo v dvigu stroškov zaradi dviga stroškov električne energije v teh mesecih. Se pravi, september, oktober, november in december. To se pravi 4 mesece. 4 meseci so ena tretjina leta. In jaz ne vem, zakaj bežite pred tem faktom? A je to kriva komunala za te cene? A je kriva občina za te cene? A je kriva, ampak ne za take visoko občine od septembra dalje so te cene. Pred septembrom tega leta so bile pa cene polovico nižje od tega, kar so pred leta. To se pravi, od 1. februarja do 31.8. je bila pa cena 270
evrov, se pravi na prejšnjo 70 evrov, to se pravi 4-krat več. In tista razprava takrat je bila vezana na to podražitev, ne pa na to podražitev, ki je šla še kar 3-krat gor. In če bi to prebrali, bi vam bil marsikateri odgovor jasen, ampak ne, vaš cilj ni to, da bi razumeli, kakšna je danes situacija. Vi jo nočete razumeti, blokirate in onemogočite delo tako komunalne kot občine Brežice. To je razlog prilagajanja opozicije. In dajte si enkrat, pravzaprav, sami sebi priznati, kaj je vaš cilj. In tukaj onemogočite celo razpravo o tej točki. Jaz mislim, da je predlog Gibanja Svobode in tudi župana korektni, da danes upravimo to razpravo. Če komu še kaj ne bo jasno, si naj to razjasni. Najbolj žalostno pa je to, da je gospod Pinterič, ki je vodil odbor za gospodarske javne službe, peljal odbor tako, to je bil ponedeljek, to pravi teden nazaj, da nima nobenega nadaljevanja in da bi si to razčistili še v nadaljevanju. Nobeden ni bil proti temu. Nobeden ni bil proti na odboru. Tudi gospod Pinterič ni bil proti obravnavi te točke na odboru. Ni bil proti. Imam repliko. Samo trije zdržani so bili in trije za. In danes je pa treba blokirati delo. Ja, glede na to, da sem bil stališče pripravljeno tako, da se najprej sploh ne bi videlo, kakšno je bilo glasovanje na tem odboru. Šele po mojem vztrajanju, da se vidi, kakšno je glasovanje, je bilo to potem vnešeno v ta stališča. Na odboru je bilo pa tako. Na večino vprašanj, tudi na vprašanje o tem, kolikšna pa je izguba za leto 2022 na komunali, nismo dobili jasnega odgovora. Gospa direktorica in gospod Pavlan, ki sta bila prisotna, sta nekaj seštevala po sektorjih, koliko je na katerem sektorju, pa je bilo, ne vem, malo 300, malo 400, glavnem. Jaz mislim, da če smo prišli s takimi točkami na dnevni red seje občinskega sveta in odbor, potem bi moral nekdo egzaktno iz prve vsaj povedati, koliko je točno izgube v lanskem letu. Se pravi, mi smo pa razpravljali brez letnega poročila, brez tega, da bi imeli podatek, kakšna je sploh izguba, odločati bi se morali o tem, kaj bomo pokrivali. Glasovanje je bilo pa tako, ne? Zdaj, mi imamo pač tak poslovnik, da glasovi, ki so vzdržani, ne štejejo, ne? Od 6 prisotnih so 3, ki sta seveda 2 sta bila itak zaposlena na komunali, ne? To odbor je sestavljen super, ne? Za komunalo, 2 sta zaposlena iz komunale v odboru, pa ena, ki je bila zaposlena na komunali, pa sicer veliko iz korektnosti do gospe se je pri vseh točkah zdržala, ne? Tudi ona. Ja, seveda, ostane smo veliko vzdržani, ne? Ampak zdaj to zadajiti, da pa mi nismo razpravljali o teh točkah in da nismo dobili odgovorov na številna vprašanja, ki smo jih tam zastavili, od tega, kako so kalkulirane cene pri priključkih, pri števcih, pri vodomerjih in tako naprej, na nič praktično nismo dobili odgovorov. Še najmanj pa nismo dobili odgovorov na to, zakaj bo ni pripravljen nek sanacijski program tega podjetja. Ker če to dela izgubo, potem je logično, da bi moral biti tudi nek sanacijski program. In zdaj jaz ne vem, kaj je tle nagajanje. Se pravi, mi bomo zdaj od nas se kar pričakuje, da bomo za nazaj obremenili ljudi in postali račune, poračune, brez da bi sploh vedeli, kakšno je bilo poslovanje in zakaj je bilo takšno poslovanje. Konec koncev rekel, zdaj se izgovarjati samo na te visoke cene energije, je pač tako. Določena podjetja so imela sklenjene pogodbe za obdobja, da niso bila na udaru teh cen. Določena pač niso tega imela. Jaz ne vem, mogoče se pa treba tudi vprašati o odgovornosti zdaj sploh vodilnih na komunali, zakaj so imeli take cene? Zakaj niso imeli drugačnih pogodb za cene? Zdaj ne vem. Je to bilo optimalno? Gospod Mitrič, to je že bila razprava. Vse to, kar si povedal, bomo lahko samo izvedli, če bomo o tem danes naredili razpravo oziroma tudi v naslednjih dneh. Koliko tega ne bomo naredili, praktično ne bomo nikoli teh odgovorov dobili. In očitno ni cilj, da dobimo odgovore, ampak da se stvari zakomplicirajo. Jaz osebno podpiram predlog gospe Florjanečeve, kajti je zelo korektni predlog in jaz mislim, da razpravo moramo narediti. V nekem primeru ni potrebno danes o tem odločati.
tudi sam bom v tem smislu delal, tudi sam sem že obljubil, da bom sklical tako vodje svetniških skupin, da če treba tudi politični stranki, tako notar ali pa list, in bomo o tem še razpravljali. Definitivno pa je o tej problematiki potrebno razpravljati in najti neko rešitev, pa ki je takšna in drugačna. Zato moram prvo dati na glasovanje predlog gospoda Ferdota, predlagam, da se ta predlog zavrne in potem dati na glasovanje predlog gospe Florjaničeve in predlagam, da se ta predlog pa potem potrdi. A lahko slišimo še enkrat? Gospa Florjaničeva je predlagala, da se prestavijo točke od 14 naprej gor, da se točke od komunale dajo na konec, da se danes odpre razprava o komunali. Potem lahko, tako kot je bilo rečeno z vaše strani, skličemo še vse vodje svetniških skupin in pa tudi strank, seveda z vodstvom komunale, ki morajo na vse odgovore dati. Tudi jaz bom prišel zraven na ta razpravo, ker tudi mene zanima marsikatera stvar in si ne želim, da ne bi bilo to razjašnjeno. Potem bomo pa na nadaljevanju, ki se bomo dogovorili, verjetno drug ponedeljek se pa odločili, ali sploh to potrdimo, ali se zavrnemo na podbilo kaj nekaj. Se pravi, predlog je, da se... Za mene je danes točke. Ne, se ne odloča, ampak se pa razprava obrati. Takšno predlog s tem, da se pride do zamenjave točk, da prvo nademo te točke odloke pa to damo pa na koncu dnevnega reda. Potem je svoj predlog. Umikam, vredo, potem pa bomo glasovati samo o predlogi za točko. Vredo, prisotnost. Ja, jaz vam obrazložitev glasu. Prosim? Obrazložitev glasu. Ja, prav. Sem prvo, prisotnost prosim obrazložitev glasu prišlo, ne? Prosim, izvolite. Glasuje se o predlogu, da se te točke umaknejo od 9. Da se predstavijo na konc, da se opravi razprava in da se danes ne odloča, ampak v nadaljevanju dobijo vse. No, pa dajte ta sklep, da vidimo, ker poslovnik predvideva samo umik. Ne, spremem. Ja, mi predlagamo poročila. Mi predlagamo umik. In mi prosimo, da se skladu... Dajte se mi nasmet, gospod Bernard Peter je bil predlagatelj in je umiknil svoje točke. Zdaj, če nista videla osvojena, potem ne mislim, kje ste vi. Jaz sem svoj predlog umaknil, če je izglasovan predlog gospe Mojce, da se točke predstavijo na konci in da se danes o njih ne glasuje. No, potem... Poročilo poslovanja v ponedeljek, ko bo razpravo, da slišimo sploh. Tako, da slišite. Vredo. samo poročilo. Prosim prisotnosti. Glasujemo o predlogu gospode Florjaničeve, da se točke predstavijo, preštevilčijo in se opravi danes razprava, potem pa ne glasujemo. Ja, vse imate vedno v razpravi možnost podati. Jaz ne rečem, kakaj sklep. Sprejme se zamenjava vrstnega reda, dnevnega reda, druge redne seje občinskega sveta občine Brežice, tako da se točke 14 dnevnega reda spremembo odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda postane točka 9 dnevnega reda in da se ostale točke ustrezno preštevilčijo. To je sklep, o katerem glasujemo. Glejte, samo malo, samo 48. člen se preberite, no. Če svet o zadevi, ki je obravnava, ni končal razprave, ali če predlagatelj predsedujoči tako odloči, če ni pogoja za odločenje, ali če svet o zadevi ne želi odločati, na isti seji se razprava odločene zadeve nadaljuje v nadaljevanju. Kar pomeni, da pri točki, ki jo boste predstavili, ki jo boste razpravljali, imate vedno možnost o tem ne glasovati. In seveda jaz verjamem, da bomo to spoštovali, če smo se dogovorili. Zdaj, če si pa med seboj toliko ne verjamete, svetniki, da boste... Tako je bilo že predlagano v izhodišču. Je potrebno napisati, da se bo Mi smo jasno povedali, da na podlagi 48. člena poslovnika danes ne bomo glasovali. Tako. Ja, pa v ponedeljek nadaljevanje ste? A je rečeno, da v ponedeljek nadaljevanje ste? Ja, lejte, ampak kaj to pomeni? Pa nismo več na te, če bomo Če bomo naslednji teden do nadaljevanja... A gre to v sklep, ali kaj? Ja,
Vem, sam čakajte, pol to pomeni, da ne želite o tem glasovati. Boste pa zavrnili predlog. Če smo mi razumeli gospod Mojco, pa mislim, da smo jo, pomeni, da na tej seji se o tej točkah ne glasuje. To pomeni tudi na nadaljevanju seje. Ne, to pa ni res. Pa to je ista seja, sam je danes ne bomo končali v ponedeljek. Zaključnega poročila, o tem ne Glejte, zdaj se pa samo razumete. Vi ste rekli, da nimate dosti vprašanj, da ne želite temu glasovati. Odgovor. Če ne boste dobili vseh odgovorov na tem še po svetu, boste rekli pač, boste točko, ne boste glasovali. Za nas odgovor bo letno poročilo. Zato, ker potrebujemo tudi plan in če je letno poročilo izkazano 400.000 evrov. Jaz bi dal 5 minut pauze. Prosim. Jaz bi prosil, vodje svetniške skupine, da pridemo, da se zmenimo. Na koncu se zaključi razprava v skladu z 48. členom, kar pomeni, da po razpravi danes ne glasujemo. Jutri skličem svetniške skupine za komunalno in pa seveda tudi predstavnike strank, ki želijo, da se vse stvari razjasnijo. Potem pa na osnovi tega bomo pa ugotovili, kako bomo ravnali naprej. Prisotno smo že imeli. Zdaj pa še sam prislujem vse pregovore. Obrazložitev glasu lahko. Sam da sklep upravim. Prav, obrazložitev glasu. Kak se lahko pritisne? Dobro, prosim, kaj Dobro, jaz bom ta sklep podprl, vendar ne z namenom, da bi bežal pod odgovornost v odločitvi teh zoprnih tem. Za vsega je zopr progresovalo veliko določenih cen in občinski svetniki smo pač zvoljeni, da moramo tudi te odgovornosti nositi. Eno odgovornost je tudi to, da si razčistimo določene zadeve in da glasujemo po svoji vesti. Bežati od tega, pa ne samo bežati, in za nalež komunalnih poslovnih poročila naštimati zgubo in jo ne priznati prej zaradi objektivnih okoliščin, kot je ta namen, in delno sofinancirati to zgubo oziroma ta minus pri vodi iz proračuna, je pravzaprav menajno. In to ta manevr dela Lista Igorja Zorčiča danes tu. Več kot očitno je, da se je komunali v zadnjih 4 mesecih podražila elektrika za več kot 10krat. Več kot 10krat. Glede na cene, ki so veljali na začetku lanskega leta. In reči, da je pač to nekaj, kar je lahko vzrok poslovanju komunala, karkoli, je seveda nima mesta. Poslovno poročilo bo obravnavalo vse gospodarske javne službe, pa tudi tržno dejavnost in vam ne bo nič več povedno, kot vam pove vsa to gradivo, ki je danes tu. Vključno in z najbolj pomembnim delom, to je upravljanje. Nič več. In mešate nekaj, kar ima nobene veze. Poslovno poročilo komunale za lani bo odgovorilo enako, kot ta je vlada. Jaz sem še tudi obrazložitev. Mi smo, naša svetniška skupina je to sejo začela s predlogom, da se točke 9 do 13 pomaknejo. Zdaj, v zvezi s tem se je odprla širna pestra razprava. Na mizi imamo zdaj nek predlog, da bi vendarle vsaj predstavili odločenje. Mi smo s to predstavitvijo odločenja načeloma zadovoljni. Nismo pa zadovoljni s tem, da ne vemo, na kdaj bo to odločenje predstavljeno. Namreč razlog, zakaj smo mi to predlagali in bili inicijatorji, da se to vprašanje v zvezi s temi točkami problematizira, je namreč to, da nimamo letnega poročila. Mi se bomo seveda danes lahko pogovarjali kako bolj kot o kakšnem profetu, nimamo pa tistih poročil in tistih dokumentov, ki jih potrebujemo, seveda kot odgovorni svetniki in ki so za komunalo vezujoči po zakonu o gospodarskih javnih službah in drugih zakonodaji, se pravi najmanj letnega poročila, s katerega razvidno, kako naša komunala posluje.
In zdaj, če nam kdo očita, da pri tem nagajamo, vam lahko vem, da ja, nagajamo zato, da ne bomo zvišali cen našim občankam in občanom. Dokler bomo imeli na mizi odločanje o zvišanju cen, bomo seveda nagajali in naredili vse do tega ne bomo naredili, da ne bomo zvišali cen. In če se zgovarjamo na nekakšne, oziroma če se vi zgovarjate na podatke, da so se cene električne energije zvišale, spomnim samo to, mi smo ceno, oziroma vi ste jo takrat že zviševali za enake storitve, kot jo nameravate danes, upoštevajoč vse na cene. Tako da mi bomo ta predlog podprli, nismo z njim zadovoljni, ampak recimo, da je nekakšen kompromis. Bomo pa vsekakor tudi pri naslednjih sejah, na katerih bo prišlo do odločanja, zelo nasprotovali, če bo prišlo do odločanja, preden bomo imeli na mizah vsi svetniki in svetnice letno poročilo javnega podjetja Komunala Brežice za leto 2022. Hvala. Gremo na glasovanje, kako je za predlog. Ugotavljamo, da je dnevni red prvi. Glasujemo o spremembi dnevnega reda. Spremenjen je s tem, da so točke 14 pred določitev gospodarske javne službe. Tako. 14 gre na točko 9. Tako. Glasujemo. Vreda. Tako, končno imamo dnevni red sprejet, zdaj gremo pa lahko na 4. točko, so mandatne in kadrovske zadeve. Najprej sklep o podaji pred